Pozdravljeni. Mogoče ste zasledili, da Eduardo Freitas in Nils Vitić sta oba pozitivna na COVID-19. Pojavlja se vprašanje, kaj sedaj? Verjamem, vsi mi navdušenci smo siti COVID-19. Ampak to ne pomeni, da bo ta kar tako izginil, da ni več potrebno paziti na morebitne okužbe. In to sta izkusila oba direktorja dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v istem trenutku. Namreč Sky Sport je 28. aprila objavil, da Eduardo Freitas in Nils Vitić sta oba pozitivna in govorimo približno o tednu dni pred veliko nagrado Miamija. Pojavlja se vprašanje, kaj sedaj? Že letos smo videli pri, naprimer, ekipi Aston Martin, da so bili prisiljeni vpoklicati rezervnega voznika Nika Hülkenberga. In pri FIA so razmišljali modro, namreč z dvema direktorjema dirke imamo neke vrste rezervo. Kolikor eden zboli, imamo še drugega. Ampak kaj v tem primeru, če zbolita oba? Imamo kar nekaj rešitev, ki jih ponuja tudi sam članek. Namreč dirka uradno začne naslednji petek. In še kar nekaj dni je do tistega trenutka, ko bosta morala Freitas ali Vitić sesti na letalo. In ameriške oblasti imajo naslednji pogoj, namreč negativni izvid dan pred začetkom potovanja. Če nekako vzamemo v obzir, da naj bi bil direktor dirke na sami lokaciji v četrtek, je mogoče to sreda, ne vem, ampak je še lepa možnost, da bi bila lahko eden ali drugi negativna. Ampak, kolikor to ne bo možno, lahko vidimo, kako daljnosežno so mislili pri FIA v trenutku, ko so se znebili Michaela Masija. Namreč ustvarili so kar lepo skupino strokovnjakov, ki bo lahko vskočila tudi v tem pogoju. Namreč obstaja opcija, da bi Herbie Blaž bil tisti glavni direktor dirke. In Herbie je zgodovinsko izjemna pomembna osebnost v peduku Formule 1. Dolga leta je bil pomočnik Charlieja Whitinga. Torej, če kdo pozna pravilnik, ga pozna on. Colin Haywood je bil že tako ali drugače namenjen v Miami kot pomočnik direktorja dirke in mogoče bodo njemu, recimo v tem primeru, dali priložnost. A imamo eno veliko težavo. Haywood in Blaž nista nikoli bila direktorja dirke do sedaj. Imamo še neko tretjo opcijo, Scott Elkins. Direktor pri seriji DTM ima izkušnje, zasedel je že podobno mesto in lahko bi vskočil. Da bi Steve Nielsen prišel na ta položaj, je malo verjetno, gre za športnega direktorja pri Formuli 1, ampak tudi ta varianta ni izključena. In seveda do tu se spušča članek, o katerem smo brali. A pri FIA so naredili korak več, na katerega pa je marsikdo pozabil. Namreč, če se spomnite, Herbie Blaž naj bi bil v povezavi z direktorjem dirke virtualno, dobesedno od doma. Torej, naredili so tehnologijo, ki nekako omogoča prisotnost na sami lokaciji, kljub temu, da je nekdo tam daleč. In sedaj, tudi če bi imeli možnost neizkušenega direktorja dirke, bi mu lahko pomagala tako Freitas kot Vitić, čeprav ne bi bila tam, ampak doma v karanteni. In to je ena izmed tistih zadev, ki lahko v tem primeru pride še kako prav.
Namreč ni toliko važno, kdo se odloči tako ali drugače. Važno je, da se pravilno odloči. In sedaj v takem primeru pride mnenje strokovnjaka, ki ima izkušnje, še kako prav. In to smo videli na prvih 4 dirkah, kjer sta oba nova direktorja dirke dobesedno vzpostavila red, ki ga verjetno prej ni bilo. Verjamem, da marsikateri odgovorni pri ekipi Formule 1 bi lahko želel tudi izkoristiti ta trenutek šibkosti FIA. A dvomim, da s temi karakteri, ki sem vam jih opisal malo prej, mu bo to uspelo. Namreč Herbie Blash je predstavnik tiste stare šole in svoje čase v mladosti je bil tudi športni direktor pri Brebamu, ko je bil tam lastnik, seveda Bernie Ecclestone. Torej, če kdo pozna vse ukane v svetu Formule 1, je pravzaprav to on, kajti večino si jih je pravzaprav sam izmislil. A da ne bo pomot, sam bi najraje videl, če bi bila lahko Freitas ali Wittich negativna in prisotna na sami veliki nagradi Miamija. Ne smemo pozabiti dejstva, gre za prvo izvedbo dirke na novi progi. In potrebno je imeti nekoga, ki bo odločen, ampak tudi z izkušnjami, da bo znal pomagati tem organizatorjem same dirke pri zadevah, ki so naprimer na drugih lokacijah same po sebi umevne. Videli smo lahko, kakšna je razlika naprimer pri varnostnikih, naprimer v Imoli ali v Saudski Arabiji. In podobna zadeva se lahko zgodi tudi v Miamiju, kjer ne da ne bi hoteli narediti tistega, kar je prav, ampak enostavno ne znajo. In ker ne znajo, mora biti tu prisoten direktor dirke, ki ve, kaj je treba narediti. Ampak na tej točki bi vas rad opozoril še na neko zanimivost. Ko so pri FIA nekako pokazali vrata Michaelu Masiju, so zbrali ogromno skupino strokovnjakov, ki lahko vskočijo na dirke svetovnega prvenstva Formule 1 praktično brez kakšnih velikih priprav in kakšnih večjih težav. In prav v tem trenutku se je pokazala daljnosežnost, daljnovidnost take izbire. Če bi ostalo vse tako, kot je bilo po starem in bi bil pozitiven Michael Masi, kaj bi lahko naredili pri FIA? Namreč on je bil en in edini, ter na vrat na nos tik pred začetkom nove velike nagrade, koga bi lahko vpoklicali. Sedaj je sistem nekako vzpostavljen, daleč od tega, da bi bil popoln, ampak bistveno boljša situacija od tiste, ki smo jo imeli prej. In tudi to je ena izmed tistih zadev, za katere moramo biti hvaležni novemu predsedniku FIA, Bin Sulayemu. Čeprav je marsikdo gledal malce po strani in gleda Arabca, kupil si je položaj, je videti, da prvič razume motošport in drugič ve, kako se zadevam streže. V tem primeru smo videli, da je točno nekako skušal predvideti, kaj se bo zgodilo. In v tem primeru bomo videli, kako uspešen je bil. Za enkrat ideja deluje. Videli bomo pač na sami veliki nagradi Miamija, kako jim bo uspelo odpraviti še tiste najmanjše napake. Ali z originalnima direktorjema, ali s kakšnim, ki ju bo nadomeščal, ampak verjetno tudi z njuno pomočjo. Danes za to pomembno novico bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.